ocena letnega poročila o napredku za 2026, ko sem prebral, prav veliko pozitivnih stvari nisem našel, skorajda nobene. Kako ocenjujete torej ta napredek v letošnjem letu? Poročilo o napredku z vsemi najnovejšimi podatki je pokazalo, da je smer, po kateri se razvijajo slovenske javne finance, že zelo problematična. Imamo že dolgoročnejši trend hitrejšega naraščanja javnofinančnih izdatkov kot prihodkov, in posledično tudi javnofinančni primanjkljaj narašča. Zaenkrat so zadeve, vsaj v prvi polovici leta, se kažejo kot takšne, da je Slovenija še vedno nekje v okvirih, kot jih je predvideval fiskalno-strukturni načrt. Ampak treba je vedeti, da je fiskalno-strukturni načrt temeljil na podatkih oziroma na načrtih iz leta 2024, kjer so bili izdatki precenjeni. In na tak način si je Slovenija, zdaj ne vem, hote ali ne hote, ustvarila določeno rezervo pri kumulativnem spremljanju izdatkov. Ampak do zdaj je ta rezerva bila porabljena, in Slovenija je glede kumulativnih izdatkov že na robu, utegne se pa zgoditi, da bo ob koncu leta že prišla preko tega roba. To pa seveda pomeni, da bo fiskalno-strukturni načrt glede izdatkov in primanjkljaja v naslednjih letih presežen, in to pa ni dobro. Zato bi bilo zelo pomembno, da v tej situaciji Slovenija vodi preudarno javnofinančno politiko, pravzaprav sploh preudarno politiko, ki se lahko odrazi tudi na takšnih javnofinančnih pogojih, da se stvari ne bodo poslabševale. Kje je največje odstopanje? Ko pogledamo podatke, je seveda jasno pri prijemih in odlivih, v resnici na obeh straneh. Ja, odstopanje na obeh straneh, ampak javnofinančni izdatki naraščajo hitreje od javnofinančnih prihodkov. Tudi vemo, zakaj. Namreč predvsem je široko zasnovana rast plač v javnem sektorju. Reforma, ki je bila izvedena pred leti, njeni učinki so bili nekoliko podcenjeni, in še bodo obremenjevali javne finance vse do leta 2028. Ob tem imamo nekatere ukrepe, enkratne ob koncu lanskega leta, ki pa tudi strukturno bremenijo javne finance, kot recimo zimski regres. Tudi zaradi izdatnega dviga minimalne plače so se različni transferji povišali, kar seveda bo tudi v prihodnje obremenjevalo javne finance. Tako da imamo na izdatkovni strani izrazito rast, na prihodkovni pa imamo obratno. Rast bruto domačega proizvoda ni takšna, kot je bila napovedana. Torej je nižja. In posledično so nižji tudi nižje osnove za javnofinančne prihodke. In tako torej pride do tega razkoraka, ki ga je treba čim prej nasloviti z ustreznim ukrepanjem. Zdaj, če se morda dotaknemo primanjkljaja, zdaj se je povečal na 2,5 bruto domačega proizvoda, to je skoraj trikrat več kot leto prej. Je to problematično? Tako je zdaj gledano v formalnem smislu. Tista meja dogovorjena je 3%. Torej z 2,5 še ni presežen, ampak če gledamo razvoj dogodkov, torej najverjetnejši razvoj dogodkov tam do leta 2028, bo zagotovo prišlo do 3,5%, če se nič ne spremeni oziroma nič ne prilagodi. Vkolikor pa bi se geopolitična situacija zaostrila, pa bi lahko ta primanjkljaj se približal tudi v naslednjem letu ali dveh 5%. To pa je že lahko problematično, kajti Slovenija mora vsako leto se zadolžiti za okrog 5 milijard evrov na finančnih trgih, in seveda trenutno je njena pozicija na finančnih trgih še dobra. Bonitetne ocene so še dobre, predvsem zaradi izvedene
pokojninske reforme. Ampak če se bo primanjkljaj večal, se lahko tudi bonitetne ocene spremenijo, zagotovo se pa spremenijo potrebe po zadolževanju, tako da namesto 5 milijard bo potrebnih drugo leto 6 milijard, s tem, da ob takšnem naraščanju zadolževanja bodo tudi pogoji na finančnih trgih slabši, torej kupci obveznic bodo pričakovali višje donose in to lahko pravzaprav kumulativno vpliva na poslabšanje pogojev financiranja, s tem tudi na delovanje javnih financ v Sloveniji. Omenili ste že zadolževanje in iskanje denarja na trgu. Kakšna je trenutno zadolženost Republike Slovenije? Zadolženost Republike Slovenije je trenutno okoli 65% bruto domačega proizvoda, in ta trenutno ne narašča. S fiskalno-strukturnim načrtom je bilo predvideno, da bo ta upadala, da bo tam leta 2028 se že približala dogovorjenim 60%. Vendar zadnji podatki kažejo, da zadolženost ne upada, da sicer še ne narašča, ampak tudi upada ne. Predvsem je to, da ne narašča kljub naraščajočim primanjkljajem, zasluga inflacije, ker je večina zadolžitve nominalna, medtem ko bruto domači proizvod zaradi inflacije narašča, se seveda to razmerje okrog 65% še vzdržuje. Ampak cilj, da bi prišli v naslednjih 2-3 letih blizu 60%, ta se pa ne izpolnjuje. Moram vas vprašati, če bi gledal skozi oči podjetja na državo, kar seveda ni priporočljivo vedno, ampak ko gre pa za finance, pa je. V kakšni kondiciji je torej Slovenija? V kakšni kondiciji bo nova vlada prevzela finančno stanje držav? Z vidika podjetij je zelo pomembno, da je država v dobri javnofinančni kondiciji. Namreč podjetja imajo lahko velike težave, če zapade država v javnofinančne probleme. Tako vidimo, 15 let nazaj grška podjetja, pa še danes, če gledamo, Argentino ali pa takšne problematične države, tam so pogoji poslovanja za podjetja bistveno drugačni, medtem ko slovenska podjetja lahko zaenkrat še delujejo v okvirih države, ki izpolnjuje svoje obveznosti, za katero tudi ni prisotna akutna nevarnost, da ne bi mogla več izpolnjevati svojih obveznosti. In to, o čemer govorimo in pred čemer svarimo, so trendi. In te trende je zaenkrat še možno zaustaviti. Seveda s preudarno javnofinančno politiko, z dobrim načrtovanjem ukrepov z javnofinančnimi posledicami in z verodostojnim javnofinančnim načrtovanjem. Ne morem mimo vprašanja, ki seveda je odgovor na vse to, kar ste tudi sami rekli. Dejstvo je, da naslednjo vlado čakajo reforme, in sicer na odhodkovni strani verjetno, kajne? Kajti na dohodkovni strani bo težko kaj narediti. Torej, vemo, da je v obtoku predlog o znižanju dajatev, za katerim je pač večina gospodarstva in skozi katero gospodarstvo vidi določeno olajšanje. Res je, da so javnofinančne obveznosti v zadnjih letih narasle. Torej je smiselno govoriti in razmišljati o tem, da bi nekoliko razbremenili. Ampak po drugi strani, predlog, ki je sedaj v obtoku, lahko napravi dodaten primanjkljaj okoli 1% bruto domačega proizvoda. In v kolikor ne bi bil spremljan s kompenzacijskimi ukrepi, bi seveda javnofinančno situacijo poslabšal. Zato ne moremo se opredeliti proti ukrepom in proti znižanju davkov. Moramo pa posvariti, da je potrebno ob tem poskrbeti za kompenzacijske ukrepe, da je potrebno poskrbeti za to, da javne finance, da se ti trendi javnih financ, ki so že trenutno negativni, ne bodo še potencirali. Torej, govorimo lahko o davčni reformi, ki je smiselna, ampak tukaj ne gre za ukrep čez noč, temveč gre tukaj za pazljivo, strokovno delo
do katerega, kjer je ga treba obravnavati spoštljivo, tako bi rekel, tudi za davčno zakonodajo velja, da je treba obravnavati s tresočo roko, ker je seveda potrebno imeti vpogled v obe plati javnih financ, prihodkovno in odhodkovno oziroma izdatkovno. Mogoče ob koncu še ključna priporočila Fiskalnega sveta. Saj vendarle sva že o tem povedala, lahko tudi jih pogledate, če želite, ni problema. Ja, to, zdaj, mi smo s 4 priporočili smo sklenili, to oceno, oceno, tega poročila o napredku, in sicer najprej izogibanje ukrepom, ki slabšajo javne finance. Vidimo, da se to lahko zgodi, da se, parlamentarna večina za tak ukrep, hitro najde, vendar po drugi strani, je seveda treba vedeti in skrbeti za javne finance in se ne prenagliti, s takšnimi ukrepi. Drugo, kar bi omenili, je gradnja fiskalnega manevrskega prostora. V dobrih časih je potrebno graditi fiskalni manevrski prostor, ki ga lahko izkoristimo v slabih časih. Tako recimo v letih, 2021, 2022 oziroma takoj po krizi, so bili zametki gradnje, takšnega fiskalnega prostora, vendar je bil v zadnjih 2 letih ta fiskalni prostor izčrpan, ravno zatem, ko so prihodki pojemali, medtem ko so javnofinančni izdatki, naraščali. In seveda, kot sem že večkrat poudaril, bolj premišljene spremembe z zanesljivimi ocenami. Pomembno je, da ko se lotimo sprememb, da smo oboroženi z ocenami, ki pač upoštevajo najširši nabor možnosti in posledic, kaj se lahko zgodi ob takšnem in, drugačnem ukrepu. Mi se ne moremo izogniti pričakovanju šokov. Ne vemo, kaj se bo danes, jutri zgodilo na Bližnjem vzhodu, in ali bodo ti šoki imeli večje ali manjše, posledice za naše gospodarstvo. Zato je treba tudi biti pripravljen z ukrepi, ampak, če ukrepamo ob šokih, potem je seveda pomembno, da so, ti ukrepi dobro ciljani, omejeni in začasni. Torej ne gre za to, da bi pomagali vsemu vsevprek, ampak treba je pomagati tistim, ki so najbolj prizadeti, najbolj ranljivi oziroma kjer je tudi gospodarstvo najbolj občutljivo. Tam seveda, ampak strogo ciljano, in začasno. Hvala lepa za Prosim. vsa pojasnila. Hvala.